Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Drage sestre, dragi bratje, dragi Slovenke, dragi Slovenci, dovolite mi, da v začetku maše, ki jo darujemo za domovino 35-letnici naše državnosti, vljudno pozdravim, da boste pozdravili konec med mašo, da se res posvetimo molitvi, prošnji in zahvali, da pozdravim najprej gospoda Gira Petka, govornika, tudi pozdaj na proslavi, možakarja, ki je bil zvest svojemu novinarskemu poklicu, da je še vedno, kaj bi moral novinar vsak delati, da pravi raziskovati stvari in pripeljati na resnico in je zato tudi bil močno preizkušen. Pozdravljam seveda tudi gospoda župana, gospoda podžupana, predsednika krajevne skupnosti, poveljnika, ne bom znal pravilno povedati, ampak recimo takole občinske gasilske zveze, in seveda tudi gasilce in skavte in vse vas sestre in bratje, ki ste si vzeli čas in prišli moliti za našo domovino. Pomeni, da vam je mar, da nam je mar, da nam ni vseeno, kako je z našo domovino, da nam ni vseeno, kako je z našo državo, da nam ni vseeno, kako naši izvoljeni politiki in državniki vodijo našo državo, kako res skrbijo za skupni blago ali pa za kaj drugega. Za vse to bomo molili, hvaležni, da imamo domovino tudi v državo že 35 let. V današnjo svetomašo smo združili kar 4 namene. Prvi je za vse žive sokrajane izpred mosta, drugi za mame, ki trpijo zaradi splava, tretjo za izročitev vodenja naše države Sveti Trojici in še enega smo dodali, sicer za zdravje oziroma za uspešno okrevanje general-majorja Miha Škrbica. Pa na začetku še poglejmo svoje srce in obžalujmo, da premalo naredimo za skupno dobro, da premalo moramo za našo domovino in našo državo, da velikokrat se obrnemo in rečemo, saj ni mogoče nič narediti. Pomeni, da prekimamo slavo in obžalujemo vse, ko prilike, ko bi lahko kaj dobrega storili, pa nismo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, da mnogo dobrega poslušil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devino Marijo, zdravile in smrtnike in tudi vas prosite zame Boga najvišjega očeta. Usmili se nas samomočni Bog, odpusti nam
mudrost. Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo te za našo domovino Slovenijo. Daj pravo mudrost možem in ženam, ki so odgovorni za skupno blaginjo. Nam državljanom pošlji, da bosta vladala sloboda in pravičnost in bomo živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki ste volili v občinstvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz druge knjige Kraljev. Asirski kralj Senaherib je poslal poslance k kralju Ezekiju. Tako povejte Judovemu kralju Ezekiju: naj te ne vara tvoj Bog, ki vam zaupaš in praviš: Jeruzalem ne bo dan v roke asirskega kralja. Glej, sam si slišal, kaj so storili asirski kralji vsem deželam, kako so jih z zakletvijo pokončali. In ti bi se rešil. Ezekija je sprejel pisanje iz rok poslancev in ga prebral. Nato je šel v Gospodovo hišo in ga razgrnil pred Gospodom. Potem je Ezekija molil: Gospod, Izraelov Bog, ki prestoluješ na kraljevici, ti edini si Bog vsem kraljestvom na zemlji. Ti si ustvaril nebo in zemljo. Gospod, nagni svoje uho in poslušaj. Gospod, odpri svoje oči in glej. Sliši besede, ki jih je poslal Senaherib, da bi zasramoval živega Boga. Gospod, res so asirski kralji pokončali narode in njih dežele, ter pometali njihove bogove v ogenj. Saj to niso bili bogovi, ampak delo človeških rok, les in kamen. Zato so jih mogli pokončati. Zdaj torej, Gospod, naš Bog, reši nas iz njegovih rok, da bodo vsa kraljestva na zemlji spoznala, da si ti, Gospod, edini Bog. Tedaj je poslal Amosov sin Izajija tole sporočilo Ezekiju: tako govori Gospod, Izraelov Bog. Kar si molil k meni zaradi asirskega kralja Senaheriba, sem slišal. To je beseda, ki jo je Gospod govoril o njem. Zaničujete, zasmehujete, devica, hči Sionska, maje z glavo za teboj, hči Jeruzalemska. Kajti iz Jeruzalema bo izšel ostanek in peščica rešenih Sionske gore. Gospodova gorečnost bo to storila. Zato Gospod tako govori o asirskem kralju: ne bo prišel v to mesto, ne ustrelil tja puščice, ne ga naskočil ščitom, ne nas nasipa zoper njega. Po poti, po kateri je prišel, se bo vrnil, v to mesto ne bo prišel, govori Gospod. To mesto bom branil, da ga rešim, zaradi sebe in zaradi Davida, svojega služabnika. Tisto noč je šel Gospodov angel in jih v asirskem taboru pobil 185 000. Asirski kralj Senaherib je torej odrinil in odšel in se vrnil ter ostal v Ninivah. To je Božja beseda.
svoje mesto na veke. Velik je Gospod in vse hvale vreden v mestu našega Boga. Njegova sveta gora, prekrasna višina, je veselje vse zemlje. Vzvišena Sionska gora je mesto velikega kralja. V njegovih močnih utrdbah nam je Bog varna obramba. Spominjamo se tvoje milosrčnosti sredi tvojega svetišča, Gospod. Tvoje ime in tvoja hvala sega do kraja zemlje. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne dajajte svetega psom in ne mečite svojih biserov pred svinje, da jih morda z nogami ne pohodijo in se ne obrnejo ter vas raztrgajo. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim. To je namreč postava in preroki. Vstopite skozi ozka vrata. Zakaj široka so vrata in prostorna je pot, ki drži v pogubo. In mnogo jih je, ki v pogubo hodijo po njej. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki drži v življenje. In malo jih je, ki jo najdejo. Kristusov evangelij. In začnemo sami uporabe. Najraje bi vas svetoval ali prebral svoj komentar iz tednika Družine, ampak vam predlagam, da se ga preberete, ker je prosto že dostopen. Na splet greste, pa je povedal. Notre pa tudi en stavek, ki se glasi: Bog govori po slovensko. In danes sem dobil z druge televizije pa od ene novinarke vprašanje: Gospod dr. Jože Blut, ali vam je kdo nasprotoval temu, ker ste zdaj znani po tem, da trdite, da Bog govori po slovensko, ali vam ni nasprotoval?
ali smo ljudje zmožni. Jaz sem napisal tudi odgovor, se verjetno objavljen, za primer vam povem. Tudi po Mariji, svoji materi, je Urški Ferligojevi v 16. stoletju govoril slovensko in tako je nastalo svetišče Sveta Gora pri Gorici. Pa še na drugih krajih. Govori celo narečje. V Beneški Sloveniji je v 19. stoletju spregovoril Beneški narečje gospod Marij. Pa ne boš, vedno govori jezik, ki ga mi razumemo, in velikokrat mislimo celo, da smo se mi v lastni moči odločili, da bomo nekatere stvari naredili, pa nas je Gospod svojo milostjo tako lepo navdihnil, da če smo pametni, take stvari zgrabimo in jih uresničimo. Verjetno se spomnite starih časov, še pred demokracijo, pred 35 leti je bilo nedeljo, dopoldne, tam pred 10. mašo, vedno oddaja še Poglejte tovariše. Jaz pa danes je privoščil, ker je tak lep praznik, pa bom rekel še pomnite dane in Gospodje. Ker dogajanje, ki so pri nas, mora biti tudi malo ne samo duhovnega, ampak tudi konkretnega. Jaz ko je bilo pred 35 leti, ko so nas poklicali v programu domovine, nismo točno videli, kaj nas čaka. Nekateri bolj poučeni od mene, pozneje pa tudi jaz, ko sem še študiral in delal doktorat in sem raziskoval arhive, sem ugotovil, da je res, da so bila pripravljena koncentracijska taborišča za nasprotnike takratnega režima. In nihče od fantov, ki je bil poklican, se s tem preprosto ni ukvarjal. Ni mislil, če bodo oni zmagali, Jugoslovanska vojska je bila ena največjih takrat v Evropi po številu in po orožju. Če bi zmagali, kaj se bo zgodilo, kaj bo z njihovo družino, ampak preprosto so se odzvali klicu domovine in šli. In ko smo gledali te tanke, so vsi bili rdeče zvezde gor. In ko smo gledali vojake in poveljnike, so vsi imeli rdeče zvezde gor. Tak čas je bil. In ko smo dobili mi prve kokarde, tiste znane z slovensko trobarnico, pa z likovimi listi, prej smo bili brez vest, smo jih z največjim navdušenjem nataknili na svoje klarinske čepice ali pa zdrgnili čelado gor, pa jih dali kar na uniforme, samo da se čutilo, da smo mi nekaj drugega. In ko je zdaj razprava, ne glede na to, kaj se bo zgodilo na državni proslavi, ali bodo zvezde tam ali ne, sam dojemam to kot tisto hojo, ki so jo Izraelci morali iz suženjstva v svobodo, da so prišli. Te zvezde dojemam tudi v tem duhu, tako kot so se Izraelci včasih, ko so šli, ko je bilo kaj napornega, so zdihovali, Drago Janček zelo dobro opisuje, po egiptovskih loncih čebule in mesa. Ta je čebula, ta je bilo meso, res je, da smo prislušni, ampak za žrec smo imeli pa dosti. Zase za otroke. In vsake tog časa so Izraelci zdihovali. Pa je bil Gospod dal vodo iskali, sred puščave, nemogoče, ampak so dobili. Im je dal meso, im je dal paštice, vsak dan im je dal, da so jedli, pripravljali kruh, dal im je mama, pa so se še vedno včasno zdihovali po tistih loncih mesa. Podobno samo dojemam to podobo zvezd še, nič proti bodcem, govorimo o zvezdah, ne bo slava. In če morda že bodo letos še, pa bi si želel, da drugo leto res dajo na svoje prapore slovenskega, kot morajo vsi.
Vse, kar smo videli, je bilo rdeče. Tisti, ki so gledali skozi puškine cevi, tisti, ki smo gledali skozi daljnoglede in ki smo doživljali. In tudi tisti, ki so padli strani vojakov, ki so in častnikov, ki so imeli rdeče zvezde. Tako da mislim, da je čas, da počasi Slovenci naredimo te korake naprej in svobodno zadihamo tudi na sebojni ravni. Ni druge. Če hočemo biti svoboden narod, moramo s preteklostjo vse, kar je slabo, preprosto prekiniti. Tako kot se nihče ne more spreobrniti. Nihče ne more zaživeti svoje vere, svoje človeškosti, svoje duhovnosti, dokler ne prekine stanje. Pa nas včasih še vedno malo večjo staro, zato imamo verni spovednico. In v vsaki spovednici duhovnik reče: Bog te odpustil grehe, bojne in ne greš več. Bojuj se zoper tisto. Pa še eno stvar bi rad delil z vami. Z vsemi, ki so bili zlasti na področju, kjer so bili potem tudi oboroženi spopadi in padli v vojni za Slovenijo, so se spraševali o naslednjih stvarih. To so bili sami mladi fani. Tam od 20. do 30. leta. Morda s kakšnim časnikom, ki ima kakšno leto več. Ampak vsi so se spraševali naslednji tole. Kako bom, če bom ubil nasprotnika? Pa ga bom moral, če bom hodil, da moj narod in jaz preživim. Ubil bom fanta, morda moža, sina, in povzročil ogromno žalost tudi njegove družine, čeprav je moj sovraž. Če bom jaz polit, kaj bo zgodilo? A Bog je? Ali ga ni? A se življenje res končalo s tem, da dobim metek ali pa da bi raznesli eksplozija od granate ali bombe? Ali še kaj več? In če padem, kaj bo z mojo punco? Kaj bo z mojo ženo? Z mojimi 2 otroki? S takimi vprašanji so prihajali naprej. Skoraj nobeno vprašanje ni bilo vprašanje sebičnosti, ampak so bilo vprašanja o življenju, o smislu, o polnosti in o tem, da so bili pripravljeni umreti za druge, za svobodo, za demokracijo, za mir, za prihodnost slovenskega naroda. Namreč to je bila razglasitev dan državnosti, ki jo bomo obhajali pred 35 leti. To je bil samo formalni izraz tega, kar smo izbrali na plebiscit. Plebiscit je bil pa s tistimi volitvami prej prva taka močna zgodba demokracije, torej ne samo volitev, ampak tudi plebiscita, na katere smo se Slovenci odločili in smo se lahko po demokratični poti za samostojnost, za svojo državo in tudi za demokratično pot. Prej je bilo vse malo tako. Po drugi svetovni vojni so bile kugelce, pred vojno je bilo pa tudi marsikaj tako v kraljevini Jugoslaviji kot v Raki Avstriji. In fantje so bili za to zgodbo prihodnosti tega naroda pripravljeni dati svoje ideje. Ne da bi jim vedeli, kaj jih čaka. Tvegajoč torej življenje, tvegajoč tudi to, da bodo pristali, če ne bodo zmagali v taboriščih in bodo izgubili življenje počasi in odločili. Tako da je pri takih mašah, kot jih imamo danes, s hvaležnostjo spomnimo vse te fantov, ki so dejavno sodelovali. Spomnimo se tudi parnih vojnih za Slovenijo in tisto, kar nam je Bog dal, da nas je kot enega redkih majhnih narodov poklical in so se odzvali ljudje na to vabilo in nam je dal torej možnost, da želimo svojo samostojnost, enkratnost po jeziku, po kulturi, po številu znotraj tega sveta v Evrope na tem prepihu, ko nam je dan
dana po Božji volji, torej ta milost, da počasi naredimo še tiste odločilne korake, ko se bomo nehali stegovati po mesu in po čebuli Egipta, kako Izraelci, ali postali Jugoslavijo, bomo tudi simbolno prekinili z vsem slabom, kar je bilo, in zaživeli polno, svobodno življenje. Tako, kot se spodobi in kot smo bili sposobni pred 35 leti, znova in na novo. Sam večkrat navajam primer in mi je bilo zelo všeč, ko se je pred parimi leti en par odločil, da bo za poroko izbral tole merilo. Poslušaj, iz stare zaveze. Ko so Izraelci prišli po 40 letih in zavzeli svoje ozemlje, ki jim je Bog rekel. Ko so zavzeli Jozue, ki je bil takrat voditelj Mojzesov naslednik, sklical in je rekel voditelj, predstavnikom vseh 12 rodov. Je rekel, Gospod nam je dal zdaj že lepo, smo svobodni. Vi se pa odločite, komu boste služili. Ali bogovom ljudstev, ki ste jih premagali, ali bogovom, ki so jih služili vaši očetje v Egiptu in faraonu in jih je Bog z močno roko premagal, ali pa boste služili Gospodu, edinemu resničnemu in pravemu Bogu. Jaz vam pa povem, jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. To odločitev je treba narediti znova in znova in vsako leto posebej in veliko krat še vmes. Ali bomo torej kot svobodni služili Gospodu, ali pa bomo malikom, o kateri smo slišali tudi v Bibliji. Zdaj pa se obrnimo na dobrega Boga in ga v skupnih prošnjah prosimo. Podpiraj Cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Vlij našim družinam ljubezen in razumevanje, zakonce pa podpiraj, da bodo zvesti in odprti življenju. Navdihuj slovenske kulturne delavce, da bodo črpali navdihe za svoje ustvarjanje pri tebi. Razsvetljuj vse, ki vodijo gospodarstvo in spodbujajo znanost, naj služijo človeku in njegovemu razvoju. Blagoslovi delo vzgojiteljev in učiteljev, da bodo pri vzgoji otrok in mladih ravnali v duhu ljubezni in spoštovanja. Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivice, pomanjkanja ali zapostavljanja. Varuj in podpiraj delavce, kmete, uslužbence in uradnike, da bodo dobro opravljali svoje delo. Varuj svet, posebno pa našo domovino, vojne, nesreč, poplav, potresov in vsega hudega, ter nas pripelje k resnični blaginji in svobodi. Podari nam složnost, da si bomo skupaj prizadevali za dobro in se bomo otresli starih zamer in sovraštva. Našim narodnim in verskim voditeljem, žrtvam vojn in nasilja podeli večno srečo v družbi angelov in svetnikov. In še po osebnem namenu
Prosimo Gospoda. Večni Oče, hvala za tvojo neizmerno ljubezen do vsakega izmed nas. Poširi nam verovati, zaupanje v tvojo bližino in poveži nas med seboj. Ti, ki poznaš naša življenja in nas ljubiš takšne, kot smo, odkri nam oči, da bomo videli lepoto življenja s teboj in ušesa, da bomo slišali tvoj glas. Daj nam duha moči, da tvojega klica ne preslišimo, ampak mu z veseljem pogumno sledimo do srečne večnosti. Po Kristusu odrešeniku vseh ljudi. Amen. Sveti ti, Gospod, Bog vsega zdravstva,
Polna so nebesa in zemlja tvoja slava. Hosana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodova. Hosana na višavah. Resnično si svet Gospod naš Bog, ki je vse sveto. Zato prosimo po svojim darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel v prostovoljno trpljenje, je vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, da dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi in nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v puščani mlin. To je moj spomin. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh padlih v vojni za Slovenijo, vseh naših prednikov, ki so molili, se darovali in tudi svoje življenje darovali za domovino, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in daj gledati svoje obliče. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, za apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili o tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi, samomočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Včeraj je godoval tudi sveti Ahaz, na katerega dan leta 1593 so v večinski sestavi slovenski vitezi, glavni so prihranci, nekaj vrhuncev, nekaj štajercev, premagali Turke v bitki pri Sisku pod vodstvom Andreja Trojaškega. In Slovenci so takrat Ahazca častili in se mu priporočali kot zavetniku ali pa zaščitniku slovenskih dežel. Tudi mi bomo danes ta oče naš Gospodu ponesli na priplošče svetega Ahazca in svetega Jožefa, ki so ga pa izbrali v 19. stoletju, da bi blagoslovil našo domovino, našo državo in da bi vsi državljani, tisti na položaj, kot bi preprosti in enaki, delali tako, kot je delal izraelski kralj v Rim. Ne bo se norčeval iz mojega Boga.
Moj Bog je edini pravi in resnični Bog. Okrog njega so kerubi in serafi, zato staro mogočno izrazje za nebeške duhove in vam zaupamo. Molimo. Oče naš, ki je tisti, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in ne odpusti nam naše dolги, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vlej nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, Vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo oprosti griha, da bomo v tvoji moči premagovali nemir in skušnjave, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej, prosimo, na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Vdrni v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Podelimo si Kristusovi. S tobой.
tole za slovenske voditelje in državnike, da bodo modro in uspešno vodili državo, naj vidno opravljajo svojo službo v spoštovanju tvoje volje in tako pospešujejo in ohranijo med našim ljudstvom mir in svobodo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki ste volili v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje njegov. Vsi, ki ste vmes pogledali na uro, naj vas potolažim, da slava se bo začela, ko župan pride in glavni govornik. Moramo pa še počasno, ne? Ja. Hvala, ker ste prišli, da smo molili za domovino. Ne nekajmo moliti, ne nekajmo živeti kot javni, pokončni, ponosni državljani in tudi kot kristjani, v skladu vsaj z 10 zapovedmi. Imamo pa kot kristjani še malo dodane vrednosti. Kar večkrat povem, pa povem zopet. Poglejte, vsakemu izmed nas se je zgodilo tole. Bom govoril o moški obliki, ker s moškim ne nima držav s spolno identiteto. Kaj je lepše, da kot človeku, da se je rodil in v danu živeti v tem kraju primarno? Vedo kot Slovenci. Kot moški. Kot katoličan. Jaz pa še bolj. Nimaš lepšega. In s tem živeti pomeni, da te mora nositi. Ne moraš biti vesel, moraš biti srčen. In to veselje mora biti tako močno, da bodo tudi prišleki, a ne, če je tako zelo splošnim izrazom imenujejo. Videli naše veselje, naše radost, naše vrednote, naš ponos, vrisk in jok otrok v naših hišah in blokih, v vaseh in mestih, da bodo rekli, to pa si